Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Začenjamo z rekordno novičko. V ponedeljek je bila na postaji Koper-Markovec ob 22. uri izmerjena temperatura 28 stopinj Celzija. Glede na napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje ARSO, to pomeni absolutni izmerjen slovenski rekord za najvišjo, najnižjo izmerjeno temperaturo. ARSO je zaradi velike toplotne obremenitve za jugozahod države izdal oranžno opozorilo. V ponedeljek so delavci podjetja VG5 začeli izgradnjo enega največjih in najsodobnejših vrtcev v Sloveniji, ki bo obsegal kar 16 slovenskih ter 6 italijanskih oddelkov. Za piransko občino bo ta največja investicija v svoji zgodovini, saj je projekt vreden več kot 15 milijonov evrov. Pogoji, v katerih sta doslej delovala vrtca La Cocinella in Morje, že dolgo niso bili več ustrezni, zato je ta gradnja prepotrebna. Otroci si namreč zaslužijo boljši in varen spodbuden prostor za igranje in druženje. Bo pa sam projekt seboj prinesel številne neprijetnosti in izzive. Ker bo novi vrtec zgrajen na isti lokaciji, so morali po koncu šolskega leta vzgojno-izobraževalni proces začasno preseliti na nadomestne lokacije. Pozitivna novica ostaja ta, da so otroci ostali v varnih rokah vzgojiteljic in osebja, ki ga že poznajo, tako da ostale prilagoditve ne bodo potrebne. Na občini poudarjajo, da se zavedajo gostejšega prometa, ki ga bodo povzročile dodatne vožnje staršev ter prisotnost gradbene mehanizacije, zlasti v okolici gradbišča in v času prometnih konic. Na sami lokaciji bodo vzpostavili novo dovozno pot za tovornjake, a se dodatnega prometa, prahu in hrupa v celoti ne bo mogoče rešiti. Dodajajo tudi, da bo promet oviran ali začasno ustavljen. Župan Andrej Korenika se občanom za neprijetnosti opravičuje, hkrati pa poudarja, da z novim vrtcem gradijo prihodnost naše skupnosti in nekaj, kar bo ostalo otrokom in vnukom. V Centru vodnih športov Žusterna je Športna zveza Koper ponovno organizirala prireditev Uživajmo ob morju. Ta bo letos na slovenski obali tradicionalno že 16-tič. Vselej pa privabi številne obiskovalce. Slednji lahko spoznajo in tudi preizkusijo različne športe, poudarek pa je seveda na vodnih aktivnostih. Glavni namen Uživamo ob morju tega lepega poletnega dogodka je promocija športa, predvsem vodnih športov, s katerimi se ukvarjamo na obali. Letos, če se ne motim, je to 16. ponovitev te prireditve. Je tradicionalno v Centru vodnih športov, malo v preteklosti, nekaj let nazaj, je bila tudi razpršena po Kopru, po različnih mikrolokacijah. Zadnjih nekaj let pa smo kar tukaj, kjer je večina vodnih športov, ne vsi doma. Projekt skušamo prikazati, da je ne prikazati samo, ampak dejansko je namenjen vsem generacijam, vsi se lahko preizkusijo v vodnih športih, ki ponujajo naša društva, tako da je res program primeren za vse generacije. 4-urni program je bil zelo pester, saj ni manjkalo niti zabave, glasbe in nasvetov za zdrav življenjski slog. Za ozaveščanje slednjega je poskrbel zdravstveno-vzgojni center ZD Koper, ki je predstavljal pomen zdrave prehrane in sestavo uravnoteženega obroka. Na dogodku so največ zanimanja spodbudila športna društva, ki so mimoidočim ponujala predstavitev in preizkus dotičnega športa. Sem že bila tukaj fulkrat. In ti je všeč, s čim se ukvarjaš rada? Ja, všeč mi je. Veslanje mi je všeč. Še kaj? Ne. V čem ste se vi preizkusili? Tudi v veslanju, jaz ga tudi treniram. Res? Koliko časa, kaj te je navdušilo? Že par mesecev in ko padeš v vodo, je hladno in osvežilno. S katerimi vodnimi športi pa se ti ukvarjaš rada? Ja, rada plavam ali pa se potapljam, ampak se bom vpisala tudi na veslanje. A kaj boš danes probala vse? Ja, se potapljati na dah in bom probala iti na kanu. Vi ste že bile tudi na kajaku, ne? Kako je bilo? Je bilo lahko? Kakšne veščine moraš znati za dober kajak? Rabiš znati zamahniti z roko. Ja. Predstavili so se jadralni klub Jadro Koper, kajak kanu klub Žusterna, veslaški klub Nautilus, društvo Naredi nekaj za naravo, športno društvo Ocean Diving,
Plavalni klub Koper, Ribiško-čolnalsko društvo Porporela, Lokostrelski klub Ankaran, klub jadranja na deski Bum, ritmična gimnastika Junasport, plesno društvo Pike ter športno društvo Trišport, ki je predstavilo triatlon. Kaj vi predstavljate na vaši stojnici, kateri šport? Triatlon, mi smo športno društvo Trišport, pri katerem pač se ukvarjamo s tekom, plavanjem in kolesarstvom. Kakšno je zanimanje za triatlon pri nas na obali, recimo v Sloveniji? Moram reči tako, kar vse večje, več ljudi, ko reči, se spozna s tem športom, začne uživati v tem in seveda glas gre naprej, tako da smo kar v porastu. Namenjeno je prav vsakemu, vsak, ki ima kolikor toliko zdravo srce, se lahko udeleži triatlona in začne z nami. Torej rekreativci in pa tudi tekmovalci. Lepo je videti, da se ljudje, zlasti otroci, še naprej zanimajo za šport, ki je koristen za zdravje, počutje, zabavo, hkrati pa z druženjem krepi vrednote, ki se z leti vse bolj izgubljajo. Julija se je na območju obalne ceste med Izolo in Koprom začel projekt popisa in kartiranja morskega dna. V to okolje namreč posega človek, organizme v morju pa ogrožajo tudi podnebne spremembe. Vse skupaj se je začelo s terenskim delom raziskave, ki obsega opise in posnetke, ki jih zberejo potapljači. Vsi zbrani podatki se nato geolocirajo in združijo z digitalnimi, satelitskimi, dronskimi in drugimi posnetki. Rezultati bodo na zemljevidu označevali razširjenost določenega habitatnega tipa ali vrste, hkrati pa bodo ponudili širši vpogled v morski habitat, ki ga vse bolj ogrožajo arhitekturni posegi. Projekt sicer ni prvi v slovenski Istri, saj je kartiranje potekalo že lani pred portoroško plažo Metropol. Rezultati so jim pomagali pri pripravi načrta za preureditev plaže, zato se zdi, da bi morale biti take raziskave obvezne pred kakršnimikoli posegi v priobalno okolje. Človeški vpliv je najbolj skoncentriran na 3% slovenskih priobalnih območij, ker je morsko dno plitvejše od 10 metrov. Ob obali se postavljajo mesta, protipoplavne strukture, kopališča in marine. Posledično v morje odtekajo odplake, morje pa onesnažuje tudi turistični promet, ki povzroča za okolje obremenjujoče izpuhe in hrup. Primer človeškega posega se opazi pri morski travi. V preteklosti je bil skoraj cel Tržaški zaliv tudi v globinah prekrit z njo, danes pa trave globje od 11 metrov ne segajo, praviloma se končajo že pred 7 in 8 metri. Naše morje je podvrženo tudi vplivom podnebnih sprememb, saj smo v zadnjem obdobju priča tudi morskemu vročinskemu valu. Morje ni niti enkrat v zadnjih 5 letih po zimi presegalo 10 stopinj Celzija. Posledično so se pojavile vrste, ki so bolj značilne za južnejši del morja. Vrhovno sodišče je zavrnilo revizije nekdanjih nadzornikov Luke Koper, ki jih je sodišče v Kopru obsodilo na plačilo 16 milijonov evrov odškodnine, ker so leta 2008 prižgali zeleno luč škodljivemu poslu s slovaškim holdingom TTI. Tako je obveljala pravnomočna sodba koprskih sodnikov. Uprava Luke Koper leta 2008 pod vodstvom Roberta Časarja s soglasjem nadzornikov Marjana Bezjaka, Orjana Bana, Borisa Brdača, Olge Franca, Metoda Meska, Nebojše Topiča, Marka Valentinčiča in Bojana Zadela za 25,8 milijona evrov kupila 10% delež v prej omenjenem holdingu. Po razrešitvi te uprave so z izredno revizijo poslovanja ugotovili, da je Luka Koper delež bistveno preplačala, nova uprava pa je proti nekdanji upravi in nadzornikom vložila odškodninsko tožbo. Po več zapletih je koprsko višje sodišče avgusta 2023 potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, ki je ugotovilo odškodninsko odgovornost nekdanjih članov nadzornega sveta v višini 16,39 milijona evrov s pripadajočimi obrestmi. Na tej podlagi je Luka Koper vložila predloge za izvršbo, nekdanji nadzorniki oziroma njihovi pooblaščenci pa so vložili zahtevo za revizijo sodbe glede njihove odškodninske odgovornosti. Zdaj je za nekdanje nadzornike z Vrhovnega sodišča prišel hladen tuš. Čeprav so upali, da bo sodni epilog, po katerem morajo plačati 16-milijonsko odškodnino, spremenil, je Vrhovno sodišče njihove revizije zavrnilo. Tako bo obveljala pravnomočna sodba koprskih sodnikov. Med tem postopku proti članom uprave z Robertom Časarjem na čelu, ki je izpeljala sporen posel, še ni videti konca. In 24. avgusta se v Sečoveljskih solinah in Seči obeta solinarski praznik ob prazniku svetega Jerneja.
To je eden najpomembnejših poklonov v zgodovini in identiteti mesta ter njegovim prebivalcem. Mesto Piran ima namreč bogato zgodovino, prepleteno s solinarstvom, ki je stoletja oblikovalo njegov gospodarski in kulturni razvoj. Pomembno je, da se mi domačini tega zavedamo, kajti vemo, da soline občudujejo tudi ljudje, ko prihajajo, in pomembno je, da mi ta svoj prostor znamo ceniti in ga znamo prenesti na ostale. Ohraniti, sočasno pa ga odpreti, kar pomeni tudi turizem v tem sorazmerju, ohraniti tisto, kar je tradicionalnega in mogoče neke sodobne načine pa tudi vnašati. In mislim, da je tudi ta solinarski praznik prav eden tudi od teh načinov. Mi imamo v mesecu juliju tudi solinarsko šagro, že 21krat smo imeli, torej solinarji so si znali vzeti čas tudi za zabavo, so trdo delali, garali, ampak so si znali vzeti tudi čas in to je pomembno, druženje. Zato je pomembno, da solinarja mu damo, verjetno si zasluži eno posebno pozornost in je treba njegovo delo nekoliko bolj priznati na različne načine. Soline so bile ključne za trgovino in blaginjo mesta. Obiskovalce bodo na prvi praznični dan pričakale stojnice z izdelki, soljo in izbranimi izdelki solin, video predstavitve parka, dela naravovarstvenega nadzornika, tujerodnih vrst ter projekta Life Urca, Proemis z izdajo knjige dogodivščine Male Emi o močvirski sklednici. Dejavnosti bodo predstavili Muzej solinarstva in Pomorski muzej Sergej Mašera, Piran ter turistično društvo Taperin. Zdaj na samem prazniku, kot sem omenil, se muzej praktično od vseh začetkov vključuje z dnevi odprtih vrat, z predstavitvijo na stojnicah, udeležbo z našim plovilom in v sodelovanju z italijansko skupnostjo iz Pirana, za Petertini in njihovo skupino Famea dei Salinai. Praktično kjerkoli se ponudi neka priložnost, poskušamo pomagati pri obujanju te tradicije. Ja, mi vsako leto sodelujemo, vedno imamo stojnico, na kateri ponujamo več stvari, predvsem delo naših članic, torej izdelke naših članic in predstavimo en delček, kar tudi drugače pripravljali bomo kroštole, istrske kroštole, od tega pravzaprav kako nastajajo in vključno s sestavinami, tudi delili bomo recepte in obiskovalci bodo imeli možnost si ogledati, poskusiti, pa mogoče pustiti kakšen prostovoljni prispevek za to. Program bo v soboto obsegal še glasbeno pravljico in ustvarjalno delavnico za otroke, odprtje razstave Borisa Selana, predavanja o solinah, prikaz pobiranja soli z marendo, nastope pevcev in folkloristov ter večerni zaključek z zgodovinsko uprizoritvijo odhoda La Famea dei Salineri z barko v Piran. V nedeljo bo na seči Sveta Maša, sledilo bo druženje s kulturnim programom in delavnico kaligrafije v soli in solinskem blatu. Tukaj se treba zavedati, da v bistvu so soline ne samo pri nas, praktično v celotnem evropskem delu Sredozemlja, že praktično takoj po drugi svetovni vojni zašle v težave, krizo, prišlo je do vnosa cenejših soli iz drugih delov sveta in tukaj ni lahko to ohranjati, tako da tisti, ki zelo pogosto kritizirajo in mogoče ne poznajo dovolj težav, s katerimi se soline soočajo. In v bistvu v zadnjih obdobju jaz vendar vidim neke nastavke, da bi se ta trend lahko obrnil na boljše. Bo pa potrebno še marsikaj poskrbeti. Začetek letošnje solinarske sezone je zaznamoval deževen julij, zaradi katerega zastavljenega cilja pridelati 2000 ton soli solinarji ne bodo dosegli. Bodo pa vseeno do konca sezone uspeli pridelati čez 1000 ton. Avgustovsko vreme z vetrom in visokimi temperaturami sedaj dobro vpliva na izparevanje, zato se je količina soli začela rapidno večati. Ja, naša vizija je, da delamo intenzivno na razvoju mladih solinarjev, da v bistvu poskrbimo za to, da se bo znanje solinarsko začelo prenašati, kvalitetno prenašati na mlade generacije in da nam bo to dalo v prihodnosti
nekako možnost, da začnemo reinvestirati ponovno v obnovo solinarskega področja in s tem skrbimo za to, da bo tudi izplen iz tega področja, ki ga ohranjamo, toliko večji. Tako da cilj je, da soline seveda ohranimo in da to tradicijo držimo naprej, pa ne samo to, ampak tudi, da najboljšo so na svetu, kjer jo proizvajamo tukaj v Piranskih solinah, tudi pošljemo čim dlje okrog sveta. Morje, sonce in veter so stoletja ustvarjali kristale soli. Piranske soline se prvič omenjajo leta 804 v ustnih poročilih poslancev Karla Velikega, pisno pa v 13. stoletju v dokumentih Beneške republike kot pomemben vir soli severnega Jadrana. S prepleteno mrežo kanalov se solna polja nosila imena po solinarskih družinah in svetnikih. Najemniki so se ob godu svetega Jurija preselili v kamnite hiše v Solinah, kjer so do svetega Jerneja konec avgusta pobirali sol. Danes selitev ni več, spomin pa oživlja dvodnevni praznik s pestrim programom. Ta teden so s pripravami na novo sezono začele koprske odbojkarice, ki so v lanski sezoni navdušile, saj so se po natanko 10 letih uvrstile v polfinale državnega prvenstva, torej med 4 najboljše slovenske klube. Malce prenovljeno zasedbo bo tudi letos vodil Sebastian Mikša, ki je bil z lansko sezono zadovoljen, v letošnji pa bo skupaj s svojimi varovankami poizkušal ponoviti rezultat oziroma ga celo izboljšati. Pa smo bili primorani spremeniti, bom rekel, nekaj je menjav igralkam, ki smo se zahvalili, smo res izredno hvaležni, da so bile del naše zgodbe. Na koncu mogoče nas je majčkeno presenetila, pa niti ne, pač odhod naše kapetanke Nine Đukić, ki je zasluženo odšla, pač bomo rekli, v boljši klub, v boljše pogoje. Srečno res ji želimo ogromno sreče in smo tudi ponosni na njo in na vse, ki so bile z nami. Treba je zadevo postaviti na novo, bom rekel, začeti od začetka, igrati ekipo, tako da se tudi, bom rekel, navaditi na vse te medosebne odnose in podobne stvari, ampak jaz verjamem, da bomo stvari postavili tako, kot je treba. Seveda nam je pa cilj tudi, da postanemo močnejši še na drugih področjih, tako delo z mladimi, kot organizacijsko, kot, bom rekel, res, da postanemo prvoligaš, kot se šika. Priprave bodo potekale večinoma v domačem okolju, zato ker nam Koper nudi res izvrstne športne infrastrukturne pogoje. Tudi dobro se počutimo tle, konec koncev, bom rekel, ljudje prihajajo sem, da nam makajo svoje zadnjice, mi pa, bom rekel, to izkoriščamo kot svojo res domačo bazo. V Koper so zaenkrat prišle 3 novinke, in sicer sestri Tija in Iza Koren ter Pija Cvijič. Slovensko Istro je zapustila nekdanja slovenska reprezentantka Ana Marija Vovk ter Ukrajinka Taisija Horoloska. Zagotovo se bo najbolj poznal odhod dolgoletne članice in kapetanke Nine Đukić, ki je okrepila kamniški kalcit. Njeno kapetansko vlogo je prevzela Špela Smrekar, ki bo poveljevala mladi koprski ekipi, v kateri letos ne bo niti ene tujke. Ja, res, letos bom kapetanka. Jaz mislim, je odgovornost, ampak verjamem, da je trener to z razlogom zbral mene. Tako da jaz se bom potrudila po svojih najboljših močeh, da bom ekipo držala skupaj celo sezono in da bo ekipa funkcionirala. Ja, mislim, da je bila pauza dovolj velika, da smo pač si napolnili baterije in da smo se zdaj z veseljem vrnili nazaj v telovadnico in tudi vzdušje je dobro, tako da ni razloga, da ne bi bili veseli. Ja, težko zdaj govorim o cilju, ker ne poznam ostalih ekip, se je kar premenjalo, kar vem. Tudi naša ekipa se je spremenila, smo se malo pomladili, tako da zdaj trenutno res težko govorim o cilju, ampak jaz upam, da z dobro igro bomo sigurno nekje podobno, kot smo bili lani. Kot odlična pridobitev se je izkazal tudi kondicijski trener Tržačan Mario Čač, ki je opravil uvodna testiranja, katera so pokazala dobro pripravljenost deklet. Omeniti velja, da bomo v letošnji sezoni prve ženske lige zopet spremljali 2 obalna kluba, saj je poleg koprskega med elito tudi ankaranski klub. Ja, se to je fajn v bistvu, da sta 2 obalna kluba in se tudi te lokalni derbi pridejo bolj do izraza in je vzdušje zmeri dobro na teh tekmah in jaz spodbujam, da bi bilo čim več klubov po celi Sloveniji. Kakšen bo tvoj osebni cilj letos? Nisem si še zastavila, ne vem, držati ekipo skupaj, odigrati dobro vsako tekmo posebej in jaz verjamem, da cilji bodo prišli sami od sebe, mislim, rezultati. Koprčanke bodo prvo uradno srečanje odigrale 11. oktobra, ko bodo gostovale pri državnih podprvakinjah v Kamniku. 4 dni kasneje pa v Koper prihaja Radovljica.
Od sredine avgusta bo prevoz z električnimi vozili dostavko, namenjenimi prevozu oseb in blaga znotraj starega mestnega jedra Piran, postal plačljiv. Storitev, ki deluje po sistemu prevoza na klic in omogoča preprosto ter okolju prijazno mobilnost v območju z omejenim prometom, je med prebivalci, zaposlenimi in obiskovalci zelo priljubljena, saj prispeva k boljši dostopnosti in višji kakovosti bivanja v mestu. Po 13. avgustu bodo pravila uporabe usklajena z obstoječim sistemom mestnih mini avtobusov na relaciji Fornače-Trtinjev trg, s čimer želi občina zagotoviti enotno in uporabniku prijazno izkušnjo javnega prevoza. Brezplačne vožnje bodo še naprej na voljo osebam s stalnim prebivališčem v občini Piran, imetnikom parkirnih abonmajev za mesto Piran, parkirišče Fornače ali garažno hišo Arze, invalidom z enim spremljevalcem ter otrokom do 12. leta starosti, pri čemer bo za uveljavljanje ugodnosti potrebna enotna mestna kartica Piran ali validacija prek mobilne aplikacije Arriva Piran. Za ostale uporabnike bo cena posamezne vožnje znašala 1 evro na osebo, plačilo pa bo možno izključno brezgotovinsko, z dobroimetjem v aplikaciji Arriva Piran, z enotno mestno kartico Piran ali z brezstičnimi plačilnimi karticami Visa in Mastercard. Okolje Piran razpolaga 6 vozili dostavko, ki omogočajo prevoz do 3 oseb ter dodatne prtljage ali manjšega tovora. Vožnje pa so na voljo vsak dan med 9 in 17 uro z območjem delovanja do parkirišča Fornače oziroma pokopališča na Arzah, prevoz pa je mogoče naročiti po telefonu. Mestna občina Koper ureja črpališče za odvajanje meteornih voda v Šalari, s katerim bo zagotovila večjo poplavno varnost območja. Zaradi izvedbe elektroinštalacijskih del za napajanje črpališča bo od ponedeljka 18. avgusta popolna zapora dela Vanganelske ulice. Zapora bo potekala fazno in sicer najprej med objekti na Vanganelski 13 in tistimi na Vanganelski 15, z deli naj bi zaključili predvidoma 7. septembra. Belgijska ovčarka Tokio je v naslednjem videu v vodi že 2 uri. Njen lastnik jo je označil kar za morskega psa. Svi smo na brodu, a ona jedina u moru. Otkad smo došli nije izašla. Ne trebaš ništa mene gledati, ja sam dobro. Kako uživaš? Pa kako uživaš? Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika. Že v soboto 16. avgusta bo glasbeno dogajanje razpršeno po več obmorskih prizoriščih. Ob 20:30 bo na plaži Valdoltra v Ankaranu nastopil Bandit Orkestra, zasedba mladih glasbenikov iz Marezik, ki vztrajajo pri ohranjanju big bandovske tradicije. Ob 21. pa bo na Titovem trgu v Kopru z brazilsko-džezovskimi ritmi občinstvo očarala pevka in igralka Denise Dantas iz Brazilije. Ob istem času pa bo Kanava House v Izoli gostila DJ Nalu, ki bo obiskovalce popeljala v Afro House vibracije v sklopu dogodka African Grooves. V nedeljo 17. avgusta pa se bo ob 21. na Prešernovem trgu v Kopru v sklopu filmskih večerov na prostem predvajal slovenski film z naslovom Pa tako lep dan je bil režiserja iz slovenske Istre Perice Raja. V torek 19. avgusta bo ob 21. v letnem kinu Arigoni v Izoli prikazan dokumentarec Praslovan režiserja Slobodana Maksimoviča, ki skozi portret Zorana Predina razkriva uporniško energijo, post-punk poetiko in glasbeni vpliv ikone jugoslovanskega novega vala. Film je prejel vesno za najboljši film po izboru občinstva.
V sredo 20. avgusta pa se bo ob 21. uri na Kapodistriasovem trgu v Kopru odvil koncert v sklopu cikla Poletje z biseri, kjer bosta tokrat nastopili Aleksandra Ilijevski in Manca Trampuš ter ustvarili intimno indie pop rock vzdušje. V četrtek 21. avgusta pa se bo ob 20:30 na Largu pri Špini v Izoli predstavil Tomaž Kostnik s svojim bendom Slovenskimi šansoni. Ob 21. uri pa bo v Kubedu v sklopu Čubet pod Borovci sledil nastop indie pop rock zasedbe Why Not. Ob isti uri pa se bo v lapidarju Pokrajinskega muzeja Koper v sklopu filmskih večerov Kino Istra Izola Cinema predvajal dokumentarec z naslovom Milko Bambič v stanju rojevanja. Ta dokumentarec pa osvetljuje življenje in delo pionirja slovenskega stripa in karikature. V petek 22. avgusta bo Piran gostil festival Kamishibaja, Beli delfin, ta se bo odvijal v prostorih Media Doma Pirani. Gre za 13. izvedbo festivala, ki bo že 8. mednarodna s skoraj 60 novimi avtorskimi nastopi izvajalcev iz 7 držav. Na isti dan ob 20. uri pa bo v letnem kinu Arigoni v Izoli potekal elektronski večer z naslovom Elektro Arigoni, kjer bodo nastopili Rotor Motor, Či in Nobena. Dogodek organizira mlad kolektiv, ki deluje pod imenom Tovarna kulture. S pričetkom ob isti uri pa bo Mladinski center Markovec City gostil akustični večer, na katerem bo nastopila etno-pevska zasedba Ingver Ingverilke ter pevka Liza s svojimi avtorskimi šansoni in popevkami. To je z naše strani vse, hvala za ogled in se vidimo prihodnji teden. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.